Preveč je pasem, novih ne rabimo. V preteklosti so pasme razvijali zato, da so opravljali določeno delo. Danes ne rabimo psa za delo, torej ne rabimo novih pasem. Če pa psa vzrejemo zaradi estetskega videza, pa ne vem niti, kje naj začnem. Estetsko vzrejanje škoduje psu kot vrsti. Recimo preveč kože, ali prekratki gobčki, ne more sploh dihati, ali pa prevelike oči. Kar seveda pripelje do zdravstvenih težav, kot je alergija kože, težko dihanje. Za seznam, ki je kar dolg, predlagam, da se obrnete kar na veterinarja. Vsaka pasma ima spisek bolezni. Naj omenim, da bi kar nekaj pasem v naravi takoj izumrle. Saj skotitev brez človeške pomoči ni možna. In koliko je šele evtanaziranja pri procesu razvijanja določene pasme, kot je recimo labradorc. Da ne omenjam premajhnega dednega bazena, ki ima za posledico zopet zdravstvene težave, kot so srčni in ledvični problemi. Vsak peti bel pes je gluh. Statistično, kar me je zelo presenetilo, in ponavadi rejci sami odstranijo takega psa. Naj omenim genetiko. Menda smo v laboratoriji že razvili prašiča, ki je ful mišičast, da imamo mi ljudje več mesa od tega. Pa tudi piščance brez perja, jih lažje obdelamo in pojemo. Ustvarili so prozorno žabo, da jih ameriški otroci ne rabijo več secirati v šolah. Danes lahko za par centov kupite genetsko spremenjene akvarijske ribice, ki so fluorescentne, v temi žarijo. Narava teh živali ni naredila, naredil jih je človek. Sicer bi se vprašal, ali smo res toliko sebični in vase zagledani, da živali spreminjamo samo zaradi estetskega videza. Toda žal, to ni vprašanje, to je dejstvo. In tako kot vedno, v vednost in ravnanje.